Živijo, tukaj, gledajte, Matan easy. Jaz tukaj znam Matan najbolj easy način. Zadnjič smo zaključili z upoštevanko, vseh števil od 1 do 10. Upam, da ste kaj vadili. Tega, ker danes bomo pa šli skozi, katera v bistvu pravila, da ugotovimo, katera števila so deljiva s temi števili tukaj. Vem, da je to bilo slišati malo tako zakomplicirano, ampak je čisto easy. Na primer, to bomo pogledali za število 2, ker bomo v bistvu pogledali na dveh primerih, katera od teh dveh števil deljiva številom 2. Bomo pogledali pravilo za katerokoli število, da lahko to ugotovimo. Torej, tukaj za 2, imamo 3 pikice pa x na koncu. Te 3 pikice so v bistvu ta prve števke v številu. Tale, x na koncu je pa ta zadnja števka v številu. In x je zaradi tega, ker nas zanima. Ta prve 3 števke nas ne zanima, oziroma ta prve števke nas ne zanima, ampak ta zadnja števka x pa nas zanima. In tukaj ta prvi primer imamo 1530, In torej 1, 5, 3 nas ne zanima, zaradi tega, ker so to ta prve 3 števke. Ta zadnja števka, oziroma ta prva števka, Ta zadnja števka je pa nič. In če je pač ta zadnja števka sodo število, oziroma sodo število pomeni, da je deljivo z 2, oziroma sodo števila so 2, 4, 6, 8, nič, Torej, če je sodo število, pol je to celo število deljivo s 2. In zaradi tega, ker je pač zadnja števka sodo število, damo samo kljubico, zaradi tega, ker 1530 je deljivo z 2. Pol imamo 288, pogledamo to zadnje število 8 in 8 tudi je deljivo z 2 oziroma je sodo število. In tega damo tukaj kljubico. Pol za pač pravilo, kako ugotovimo, kateri so delitelji števila 3, imamo pa plus vsa. Kaj veste, kaj bi to lahko pomenilo? To pomeni, da v bistvu samo vse števke, ki jih vidimo tukaj, v vsakem od teh števil, posebej seštejemo. Torej, 1530, oziroma 1, 5, 3, nič, bi to samo sešteli. 1 plus 5 je 6, plus 3 je torej 9, plus nič je pa še eno 9. In če je zdaj to število, ko smo ga dobili, torej v tem prvem primeru 9, deljivo s 3, je pol pač to celo število deljivo s 3 in 9, itak da je deljivo s 3. Torej, damo kljubico. Ali pa 288, imamo 2 plus 8 je 10, plus 8 je 18. In 18 je deljivo s številom 3, itak da je. In tega damo tudi tukaj kljubico. Zdaj pa smo že na pravilu, kako ugotovimo delitelje števila 4. 4 imamo spet 3 pikice pa x na koncu, namesto da je samo en x, imamo x plus x. To pomeni, da nas spet ta prva števka ne zanima, ampak te zadnji dve števki pa nas zanimata. Tega, ker jo bomo skupaj sešteli. Torej, v tem primeru 1, 5 nas ne zanima, ampak 3, nič pa nas zanima, zato ker 3 plus nič, zdaj naredimo, vidite, x plus x, oziroma v tem prvem primeru 3 plus nič je enako 3. In če to število je deljivo, pač seštevek ta zadnji dve števili, če je deljiv z številom 4, potem je pač celo število deljivo s številom 4, ampak ni, zato ker je 3. Torej, x 1, 5, 3, nič ni deljiv s številom 4. 288, zdaj 2 nas ne zanima, ker je to pač ena od prvih števk, Ampak 88, ki sta pa ta zadnji dve, pa nas zanimata. In zdaj bomo šli 8 plus 8, kar je pa enako 16. In na 16 je deljivo 4? Ja, je, zato ker 16 deljeno 4 je 4. Torej, damo kljubico. Pol imamo pravilo za delitelji števila 5, ki je pa drugi najbolj easy, na tem vsemu pa prav smejali se boste, ko ste videli najbolj easy. Ker že tale je normalno easy. Sam pogledate ta zadnjo število in če je pač nič ali pa 5, potem je število deljivo s 5. Saj veste, ker imamo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 pa 50, In pač sam je v bistvu pač tako ponovitev, Je nič, 5, nič, 5, nič, 5, nič, 5. In če je nič ali pa 5, torej na koncu je deljivo s številom 5. 1, 5, 3, nič, ima nič na koncu, Torej, je. 2, 8, 8 pa nima ne nič, ne 5 na koncu, torej ni deljivo s številom 5. Zdaj, za šestko je pa tudi kar precej easy, Pač, samo pogledamo, če je deljivo pač število s številom 2 in številom 3,
potem je tudi deljivo s številom 6. Oziroma tukaj, pri meni lahko vidimo, če ima tukaj pa tukaj kljubico, pol je tudi tukaj kljubica, kar je deljivo s številom 6. Isto gre za tukaj, imamo tukaj kljubico in tukaj kljubico. Samo pa, če nimate tako napisan kez, da lahko vidite za 2 pa 3, če je deljivo, samo pogledate v bistvu to zadnje število in če je sodo število, pol en del je. In če ta prvi del je, pol samo še vse te števke skupaj seštejete, a ne? In če je to število pač deljivo s 3, je pa to drugi del prav, in če ta drugi del je tudi pač v redu, a ne? Pol je to število deljivo 6. Zdaj pa za 9 je pa tudi ful easy. Samo imamo pač spet plus vsa, ne? Torej spet vse števke v primeru, oziroma vse števke v številu, samo skupaj seštejemo. 1, 5, 3, 0, oziroma 1 plus 5 je 6, plus 3 je zdaj 9, plus 0 je pa pač še vedno 9. In torej 9 je deljivo s številom 9. In 288, ne, imamo 2 plus 8 je 10, plus 8 je 18. In 18 tudi je deljivo s številom 10, torej damo tudi tukaj kljubico. In zdaj pa še to zadnjo. Pri tem se boste pa prav smejali, kako je easy. Za število 10. Samo pogledajte, če je na koncu ničla. In če je na koncu ničla, je deljivo s številom 10. In tukaj je ničla, pri 288 ni ničla, torej ni deljivo s številom 10. Lahko si tudi zapomnite pač tako, da glede na to, da je ničla na koncu, ne, sta ta zadnji dve števki desetici. Ta zadnji dve števki sta desetice, a ne, če je ničla na koncu. Torej 1530, to nam že v imenu pove. 88 pa ni desetica, torej ni deljivo s številom 10 in nima na koncu ničle. Ampak to je to, gremo samo še na hitrico čez zdaj, a ne. Pri dvojki samo pogledamo, če te zadnjo število sodo. To prve števke nas ne zanima. Pri trojki samo seštejemo vse števke. Pri štirki seštejemo te zadnji dve števki. Pri petki pogledamo, če je te zadnja števka 0 ali pa 5. Pri šestki pogledamo, če je pač število deljivo s 2 in s 3. Oziroma, če kadar seštejemo vse števke, ne, pač pridejo deljive s število 3. Če seštejemo vse števke, pol rezultat pride deljiv s številom 3, ne. Pa pogledamo tudi, če je pač ta zadnja števka pač sodo število oziroma deljivo s 2. Za 9 samo spet seštejemo vse števke v številu in če je deljivo to število 9, pol je pač celo število deljivo s številom 9. Za 10 pa samo pogledamo, če je na koncu 0. To je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite ali pa mogoče se naročite na YouTube kanal Matan Easy. Čisto brezplačno je pa ful bi mi pomagal. V glavnem, upam, da se še kdaj drugič vidimo. Lepo se imejte. Čau!